Lepo pozdravljeni, dragi spremljevalci naših pogovorov. Danes je moja sogovornica Mojca Širok, novinarka Radiotelevizije Slovenija, sicer pogosta dopisnica v tujini, kjer pravi je preživela pravzaprav več časa kot doma. Poznamo jo kot dopisnico, dolgoletno dopisnico iz Rima in sedaj dopisnico iz Bruslja. In v obeh dve smeri njenega delovanja bo šel današnji pogovor, torej dotaknili se bomo tako slovensko-italijanskih odnosov Italije, kot seveda tudi Bruslja Evropske unije. Slovenija je leta 2004 postala članica Evropske unije. Kako vi vidite ta proces približevanja, pa recimo blokado Italije, blokado Avstrije, oziroma neke razmišljanja obeh držav, kako to malo novo nastalo državico malo nekaj pridobiti na njen račun, morda, ne? In pa drugi del, pravzaprav, ali smo mi, ko smo vstopali v Evropsko unijo, v bistvu res prevzeli evropsko zakonodajo, tako globoko prevzeli, ali smo jo prevzeli, ker je pač to treba, ne? Ker je pač določene kljukice treba storiti v času procesa in to smo naredili, potem pa gremo naprej po stari poti. Ja, najprej hvala za vabilo na to razpravo, na to serijo vaših pogovorov, ki jih tudi jaz z zanimanjem spremljam. In čisto na kratko na drugi del vašega vprašanja, glede na to, da bo moj odgovor na prvi del vašega vprašanja verjetno daljši. Nedvomno je Slovenija sprejela zakonodajo zato, ker jo je morala sprejeti, ker če je ne bi, potem pač ne bi postala članica Evropske unije oziroma bi se to zgodilo z veliko večjimi težavami. Koncesije so bile tukaj nujne, so bile potrebne in Slovenija je, kot vse druge države, to morala storiti. Drugo vprašanje glede tega je, ali zdaj to zakonodajo dejansko uveljavlja v svoji nacionalni zakonodaji. Tukaj odgovor ni, bi rekla, enoznačen, ker, kot vidimo, Evropska komisija vsem državam članicam redno večkrat na leto izdaja opomine zaradi neizvajanja oziroma neuveljavljanja evropske zakonodaje. In tukaj Slovenija ni nobena izjema, tudi Nemčija ne. Vse države dobivajo črne pike, ker pač določeno zamudo ali ne v celoti uveljavljajo tistega, kar je sprejeto na evropski ravni in k čemur so kot članice Evropske unije zavezane. In jaz tukaj ne vidim nobene drame, če recimo kdo reče, da Slovenija ne izvaja v celoti evropske zakonodaje. Evropska unija oziroma Evropska komisija kot izvrševalka zakonodaje Evropske unije, ki so jo sprejele države članice, jo bo pač prisilila k temu na tak ali drugačen način. In zdaj seveda v smisel tega, da obstaja neka skupna evropska zakonodaja, je v tem, da se je države članice držijo. Ker tukaj je eden od tistih mitov, za katere se mi zdi, da se jih ljudje v bistvu v javnem življenju, tudi v javnem diskurzu žal sploh ne zavedajo. Evropska unija so države članice. Te zakonodaje ni sprejela Ursula von der Leyen ali v preteklih letih katerikoli drugi predsednik Evropske komisije. To so sprejeli države članice, vseh 27 oziroma predtem 28. Se pravi, to je nekaj, kar so same želeli ali na kar so same pristale. Zato je največji nesmisel, kadar države članice rečejo, Bruselj nam ne dovoli tega ali Bruselj nam je onemogočil. Ne, sama sebi si to onemogočila, s tem, ko si sodelovala pri tem oziroma postala del tega. Ampak to je verjetno tudi moj odgovor na, bi rekla, vrsto drugih vprašanj, ko bova govorila o Evropski uniji. Kar pa se tiče prvega dela odgovora, tistega časa, ko je med osamosvojitvijo Slovenije oziroma priznanjem Slovenije kot samostojne države do njenega vstopa v Evropsko unijo, to je pa povsem druga zgodba, ki je danes z današnjega vidika na nek način verjetno, ne bom rekla neverjetna, ampak se zdi kot pravljica. Jaz sem takrat v bistvu začenjala kot novinarka in sem v tistem času pokrivala prav to področje. Namreč bila sem novinarka Mladine in slovensko-italijanski odnosi, ki so se začeli zaostrovati, recimo ne takoj po priznanju samostojne Slovenije, ampak predvsem po zmagi koalicije takratnega premierja Silvia Berlusconija na volitvah leta 1994 in z vstopom nekdanje postfašistične stranke italijanskega socialnega gibanja v italijansko vlado. Se pravi, od 1994 do recimo 1993, 1994, 1995, to so bile dejansko leta, ko so bili odnosi med mlado državo Slovenijo in Italijo precej zaostreni. In to sem pač pokrivala kot takrat novinarka Mladine in sem pogosto potovala v Italijo za te reportaže, ki sem jih pisala in intervjuje.
in se srečevala s številnimi predstavniki italijanske politike, družbe, slovenske manjšine in tudi teh strank, ki so imele, ki so nosile to zastavo zahtev do Slovenije. In ko danes to bereš, se ti zdi skoraj neverjetno, kako nekdo vidi stvari. Takrat so družbene in politične skupine v Italiji resnično verjele, da je mogoče meje spreminjati in da je mogoče od Slovenije dobiti neke določene koncesije, da je mogoče za Italijo, da ne spoštuje pogodb, ki so bile sklenjene z nekdanjo Jugoslavijo, da je mogoče od Slovenije zahtevati revizijo določenih sporazumov. In slovenska diplomacija je bila takrat dejansko v precej težavnem položaju, ko je poskušala te stvari v bistvu uravnavati. In če pomislimo danes, ko ni več meja, ko sta državi praktično skupaj v šengenskem območju in imata skupno valuto, če pomislimo, kako vroče, burne, napete, politično obremenjene so bile takrat razprave v tistih 500 hišah, ki so jih Italijani po odhodu iz Jugoslavije po koncu druge svetovne vojne morali zapustiti, se to vse naenkrat zdi v bistvu ne samo, recimo, da neverjetno, neverjetno, kako je lahko nekaj danes tako banalnega, tako zelo zaposlovalo dvostranske odnose med državama. Ampak kot sem rekla, v bistvu to je bil čas, ki je bil seveda precej drugačen od današnjega, tudi politične razmere. Ne samo, da je bila Slovenija mlada država, na njenih mejah je potekala krvava vojna, predvsem pa je Italija v tistem obdobju morala obračunati sama s sabo in z lastno preteklostjo. In jaz tukaj vidim glavni razlog za to v bistvu ostro držo do Slovenije. Vprašanje fojb, vprašanje optantov oziroma ezulov, beguncev iz območij nekdanje Jugoslavije po koncu druge svetovne vojne. To so bila vsa vprašanja fašizma in antifašizma. To so bila vsa vprašanja, ki jih Italija ni razčistila sama s sabo. Jih je po koncu druge svetovne vojne pometla pod preprogo in zaradi svojega specifičnega geografskega položaja, bila je namreč država odbojna blazinica v času blokovske razdelitve med vzhodom in zahodom in je bila na tak način zaradi tega položaja v bistvu neke vrste ameriški protektorat. In je morala zaradi tega geostrateškega položaja vzdrževati neko prisilno politično ravnovesje. V prostem prevodu to pomeni, da je vse povojno obdobje vladala ena sama stranka, krščanska demokracija, ki ni smela izgubiti nobenih volitev, ker če bi se to zgodilo, bi bilo možno, da na oblast pride Komunistična partija Italije, najmočnejša komunistična stranka v zahodnem svetu v času blokovske razdelitve Evrope, kar se seveda ni smelo zgoditi. In krščansko demokracijo ob zelo veliki volilni podpori so morali vzdrževati na oblasti. In to je pomenilo samo eno za to stranko. Če nisi v nevarnosti, da izgubiš oblast, karkoli storiš, potem se dejansko tudi tvoja moralno-etična in politična drža mehča, izgublja nek pomen. In to se je zgodilo krščanski demokraciji in njenim zaveznicam, socialistični stranki, zdaj zelo na hitro prevzemam, ki so se potem v začetku 90-ih let praktično razpustile v korupcijskih škandalih in popolnoma propadle. In nastala je ta politična praznina, ki jo je zasedel Silvio Berlusconi s svojim politično-medijskim projektom, ki je bil unikat po takratni Italiji. In na oblasti je tudi on lahko obstal s pomočjo koalicijskih partnerjev, med katerimi je bilo največje Narodno zavezništvo oziroma takrat na začetkih italijansko socialno gibanje, stranka, ki je nastala iz gibanja nekdanjih borcev Mussolinijeve Salojske republike, veteranov Mussolinijeve Salojske republike in se pozneje preoblikovalo v Narodno zavezništvo. Oni so bili ključni partner v vseh Berlusconijevih koalicijah, tudi tisti, ki je bila takrat na oblasti, ko sta morali Italija in Slovenija zasnovati svoje odnose, svoje nove odnose. In to je bil po mojem mnenju takrat ob vseh drugih dejavnikih in razlogih glavni razlog za to, da je bilo takrat v bistvu neko politično soglasje med Italijo in Slovenijo glede prihodnosti in njenih odnosov težko doseči.
Hvala lepa. Tale del je bil zelo dober v povezavi s tistim našim pogovorom, ki smo ga imeli z Zoranom Talarjem, ki je pojasnil, kako so pa rešili neko dilemo v odnosih z Italijo. Ampak v slovensko-italijanske odnose se bo vrnila malo kasneje. Zdaj se premakniva morda 10 let kasneje ali pa zdaj pravzaprav že skoraj 30 let kasneje. Čez 2 leti bo minilo 20 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kakšen je danes, oziroma kako je Evropska unija vplivala najprej na ta odnos oziroma na razvoj Slovenije v teh 20 letih? Ali je ta vpliv očitno viden vsak dan ali je to pač politična floskula? Jaz mislim, da je to očitno. To bi bila res popolna dezinformacija, popolno potvarjanje resničnosti, če bi kdorkoli trdil, da vpliva Evropske unije in vstopa Slovenije v Evropsko unijo v Sloveniji ni čutiti. Seveda mi zdaj nimamo neke kristalne krogle, s katero bi lahko šli gledati, kako bi danes bila videti tista druga pot. Mislim, da tudi nimamo nekega relevantnega primera v Evropi, kjer bi to lahko preverili. Se pravi, si lahko samo predstavljamo, kako bi danes izgledala Slovenija, zaprta znotraj svojih meja, z omejenim trgom, s carinsko dokumentacijo, s svojo valuto, ki bi jo morala seveda upravljati na tak ali drugačen način. Mislim, da je to v bistvu dejansko neka utvara, nekaj, kar bi ne bilo politično izvedljivo. Članstvo v Evropski uniji, mislim, da je Sloveniji dalo neko trdnost in neko prihodnost v skupnosti držav, ki se pač med sabo povezujejo. In neverjetno je, da se v bistvu danes še sprašujemo o tem, pa ne samo v Sloveniji, vseh, po mojem, nekaterih bolj, v nekaterih manj, v nekaterih bolj civilizirano, v drugih bolj grobo, sprašujejo o tem, zakaj smo sploh v Evropski uniji, zakaj jo imamo, kaj nam da. Jaz mislim, da so to čisto prazna vprašanja. Nekega političnega trenutka, ko je veliko negotovosti med ljudmi in v bistvu veliko političnega izkoriščanja te človeške in družbene negotovosti. Jaz mislim, da bi bila popolna politična norost danes na kakršenkoli način slabiti Evropsko unijo od znotraj. Hkrati pa mislim, in kot dopisnica RTV Slovenije iz Bruslja vsak dan vidim, se to ves čas dogaja. In bolj kot številni zunanji sovražniki oziroma nasprotniki se mi zdi, da so največja nevarnost za Evropsko unijo danes njene države članice. In njihov ta dvoplastni, ne moram reči večplastni, ampak recimo, da dvoplastni odnos do Bruslja, kot ga imenujejo, oziroma do tega, kar naj bi Evropska unija dejansko bila. Saj tu je morda tisti provokativen stavek. Vi to iz Bruslja še najlažje poveste ali pa čutite. A se Bruselj res obnaša tako kot nekoč Beograd, kar je zelo pogosta floskula tistih, ki nima nič vsebine? Mislim, to je popolna neumnost. Jaz se sicer zelo zabavam, kadar Bruslju rečem lep pozdrav iz Novega Beograda, seveda to v zasebnih pogovorih in tako naprej, in je to čisto prijetna šala, prijeten dovtip, ampak je pa tudi popoln nesmisel. Evropska unija je v bistvu včasih, ko moram nekomu, ki mu ni prav jasno, zakaj tukaj gre, in žal je med temi tudi zelo veliko ljudi, ki bi jim to moralo biti popolnoma jasno, poskušam dati en tak plastični prikaz. Evropska unija je kot hišni svet, kot en blok, v katerem je več stanovanj in več stanovalcev. In ima upravnika, ki za njih, za te stanovalce, pač upravlja življenje v tem bloku, ureja vse potrebne stvari, zbira denar, če je treba obnoviti fasado, če je treba popraviti streho, če je poplavila klet. In upravnik seveda daje predloge, sešteva ta denar in ga potem namenja za posamezne projekte, za kateri se stanovalci odločijo. Ampak odločajo pa stanovalci. Predsednik hišnega sveta lahko samo vodi sestanek in podpiše zapisnik. O tem, kaj se bo v tem bloku zgodilo, bodo odločali sami stanovalci sami. In verjetno, če je eden proti, tega soglasja ne bodo mogli doseči. Se pravi, kdo je zdaj kriv, če ta blok nima nove fasade, če mu pušča streha, če mu teče voda v klet? Predsednik hišnega sveta, upravnik ali stanovalci? In to je odgovor na vaše vprašanje,
zakaj je kriv Bruselj, kdaj je kriv Bruselj, kaj nam dela Bruselj. Bruselj ni kriv za nič, Bruselj ne dela nič takega, česar mu ne bi naložile države članice. In to se je zelo pokazalo v pandemiji, ne? Ta dvostranski odnos nacionalnih vlad v tej strašni krizi, ki je na enak način in hkrati zajela vse države članice. Prva reakcija je bila zapreti se za lastne meje, se pokriti z blazino čez glavo in se zaščititi pred tem zunanjim sovražnikom in poskrbeti zase in za svoje. In seveda se je že čez 2 minuti pokazalo, da je to nemogoče, ne? Ker ti v Evropi ne moreš zapirati meja, ker če boš ti zaprl meje, bojo tudi tvoji prebivalci ostali brez, ne vem, rezervnih delov ali pa, okay, takrat so bile zaprte tovarne, brez sveže zelenjave, brez hrane, brez zdravil. In je takrat v bistvu Bruselj bil tisti, ki je države članice posvaril pred tem, kaj pomeni tako enostransko ukrepanje. In to praktično tudi zdaj, če govoriva še naprej o pandemiji, počne ves čas. Seveda Bruselj kot uprava, kot torej Evropska komisija in druge ustanove, ki soupravljajo to skupnost držav, ki je Evropska unija, ni brez svojega deleža krivde pri marsičem, ne. Ampak popoln nesmisel je za karkoli vedno in samo v celoti kriviti Bruselj. Je pa to politično izjemno priročna zadeva. In tega se poslužujejo številne nacionalne vlade, tako majhnih kot velikih držav, kadar jim to koristi. Kakšen je položaj Slovenije v EU danes? V katero skupino držav bi se pravzaprav lahko uvrstila Slovenija, oziroma jo lahko uvrstimo, ko jo gledamo od zunaj, ne? Zdaj, nekaj časa smo želeli biti jedrna država na nemško-francoskem vlaku, zdaj vse bolj kaže, da smo v skupini iliberalnih držav. Kako torej zdaj izgleda ta položaj Slovenije v Bruslju? Slovenija je zelo ugledna država, članica Evropske unije, ne. Tukaj praktično bi pretiravali, če bi trdili karkoli drugega, ne. Je majhna država, ki je vedno opravila vse svoje domače naloge in to večinoma z odliko. Je država, ki nima neke svoje jasno začrtane poti in se pridružuje, ne, drugim državam o posameznih vprašanjih, o posameznih problematikah, ker to je način delovanja v Evropski uniji. Ne samo za majhne, tudi za velike države. Nekatere države, ki so pri neki zadevi lahko zaveznice, so pri nekateri drugi nasprotnice. Znotraj Evropske unije se suverene države, kot je vsaka od članic Evropske unije, združujejo in povezujejo glede na svoje interese. In ravnanje Slovenije pri tem ni nič drugačno od ravnanja Francije oziroma ravnanja Nemčije. Logično je, da je država, ki ima več prebivalcev, večji bruto družbeni proizvod, večje gospodarstvo, ima ne bom rekla pri odločanju, ampak pri oblikovanju politik, ne nujno pri odločanju, več besede, kot je ima majhna država. V Evropski uniji se pri veliko pomembnih vprašanj odloča s soglasjem. In tukaj je glas ene Slovenije ali pa ene Malte enak glasu Francije, Poljske oziroma Nemčije. In razumem, zakaj ste mi postavili to vprašanje. Danes je to vprašanje zelo aktualno, ampak nacionalne vlade držav pridejo in grejo. Države v Evropski uniji pa ostajajo. In tukaj gre pač, ne bom rekla za vzpon in padce, ampak za nedvomno valovanje med tem, kako posamezne države članice gledajo na Bruselj in na Evropsko unijo. V katerem trenutku recimo svojega političnega družbenega življenja so bolj prisotne v Evropi in kdaj manj. Ker to usklajujejo na podlagi svojih nacionalnih interesov, kar je povsem logično. Vsaka država je tudi članica Evropske unije zaradi svojih nacionalnih interesov. Jaz tukaj ne vidim nič slabega. Ampak zatem eden od nacionalnih interesov posameznih držav članic je seveda tudi interes Evropske unije. Skupni interes, ki ga Evropska unija vsaki posamezni članici da. Evropska unija je združba 27 držav. Tudi starostni staž posameznih v tej družbi je zelo različen, od ustanovnih pa do teh najmlajših, ki so se pridružile pred manj kot 10 leti, pa velike in majhne države. Ampak mogoče vseeno, Slovenija je majhna država, pa eno vprašanje, ki je vezano na velikost, pa na starost. Povezimo te dva podatka. A je zdaj vloga teh manjših držav, ki so mlajše po stažu, kot so, Slovaška, Malta,
Slovenija drugačna kot recimo tistih starejših, ampak ravno tako mladih, majhnih. Seveda vem in vemo, ne smemo popolnih enačajev dati, ne, ker tudi razvitost nekaj šteje. Ne. Belgija je majhna, Luksemburg je majhen, dolgo časa sta že obe recimo članici, ali pa Nizozemska, dobro, Nizozemska ima tudi, je vseeno po prebivalstvu mnogo večja, ne. Ampak so majhne, ne, imajo vseeno zaradi svojega staža kaj drugačen, no, ne samo odnos, ampak tudi vpliv kot pa majhni mladi člani. Tukaj gre predvsem za izkušnje, ne, bolj kot za samo starost ali za velikost, za izkušnje in za diplomatsko izurjenost. In seveda tudi za svoje politične preference, oziroma, kot sem že 1000-krat omenila, nacionalni interes. Tudi v Evropski uniji je vse na nacionalnem interesu. In dejansko, če majhna država ve, kaj je njen nacionalni interes, tudi če ta ni nič posebnega ali nič kaj posebej drugačnega od nacionalnih interesov drugih držav, potem se bo znala obračati tudi znotraj bruseljskega mravljišča oziroma mravljišča Evropske unije. Bo znala sklepati zavezništva o pravih temah. In velikost tukaj v bistvu ne šteje veliko, ne. Kot vemo, je glas majhnega enak glasu velikega. Seveda, dostikrat vidimo, in to se tudi dogaja, ne, da je majhnega lažje prepričati kot recimo velikega, ne, k temu oziroma ga ukloniti, da se bo pridružil skupnemu mnenju. Ampak recimo primer Madžarske v tem trenutku, ki ni velika država, ne, v primerjavi s Poljsko, Poljska in Madžarska sta v tem trenutku pač ta negativna elementa, slaba, ne, trenutno negativna junaka celotne zgodbe v Evropski uniji. Poljska je majhna država. A kljub temu uspe uveljavljati svoje stališča s to držo, ki jo ima. Je to pozitivno, je to negativno, ne? Ampak to dokazuje, da tudi znotraj tega sistema soglasja oziroma sistema prevlade močnih lahko majhna država doseže tisto, kar želi. Najbolj koristno je pa vedno sicer to, ne, da to dela po neki uglajeni diplomatski poti. Ne. S tem si bo pridobila največ zaveznikov, veliko več, kot če bo šla na nož. Ali je Poljska najvplivnejša vzhodnoevropska država v Evropski uniji ali pač ne? Glede na to, da je največja, ne? Ja, nedvomno, ne. Če se samo spomnite razprav pred Brexitom, pred referendumom o Brexitu in potem v obdobju med referendumom in dejanskim Brexitom. Se ni noben govoril o slovenskih migrantih, ki odžirajo delo, ne vem, škotskim, ne, velškim rudarjem, ali kaj so že bile te glavne propagande, ali polovijo vse ribe in tako naprej. Ne. To so bili poljski vodovodarji, ne. Celotna vzhodna Evropa je bila v debati o Brexitu znotraj Združenega kraljestva zreducirana na to metaforo o poljskih vodovodarjih. Poljska je velika država, je zgodovinsko pomembna evropska država in nedvomno je tako znotraj celega korpusa teh najnovejših članic, kot tudi znotraj višegrajskega četverčka najpomembnejša. Pa se vrniva nazaj k Sloveniji, ne? A ima Slovenija zdaj neko svojo politiko v Bruslju ali se v bistvu samo pripenja na neke druge ideje? Koliko ima nekih iniciativ, recimo, ki jih uspe izpeljati? Jih ni videti, ne? Če jih ima, jih dobro skriva, ne? Ampak tukaj bi rekla eno stvar, ne moremo zdaj govoriti o nekih velikih idejah ali o nekih velikih divjih predlogih, ki bodo, ne vem, zdaj spremenili tok zgodovine Evropske unije, zato ker je Slovenija to predlagala, ne. Bom pa dala en zanimiv primer, kako se to lahko kaže, ne. Zdaj, v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji je bilo zelo napeto, recimo, ne, na tej ravni, kjer predsedujoča država res igra veliko vlogo, to je pri usmerjanju, recimo, ne, teh pogajanj oziroma pogovorov o posameznih dosjejih, lahko država res s svojimi izkušnjami, svojo diplomatsko spretnostjo dela dobro ali manj dobro. Ne, veliko smo govorili o uspehih slovenskega predsedovanja in to je recimo del mogoče odgovora na to vprašanje, kako uspešna je bila Slovenija. Kot majhna država je bila bolj zaupanja vredna v pogajanjih med 27-terico o nekih najbolj kočljivih vprašanjih. Zakaj? Ker ni imela svojega stališča, ker ni imela svojega interesa. In to je v bistvu, bi rekla, ena prednost
tega, ne, o čemer me sprašujete, neke majhne države, nekih svojih stališč. Včasih je to, da si majhen in brez stališča lahko prednost. Zakaj? Ker ti druge države bolj zaupajo, da ne delaš tega, da si ne prizadevaš za to in to, iz lastnih interesov, ampak zato, ker dejansko igraš vlogo nepristranskega posrednika, kar bi vloga predsedujočega morala biti. In kolikor smo lahko videli in slišali v teh 6 mesecih ob nekaterih res pomembnih dosjejih, je Slovenija imela v bistvu, bi rekla, uspeh, oziroma je lažje krmarila, ne, te pogovore, ki znajo biti tudi zelo, zelo napeti, zato, ker so druge države vedele, da ne igra neke posebne politične igre. Da je tam zato, ker mora zadeve speljati do konca. In če je Slovenija rekla, no, pa bi mogoče tukaj popustili, pa bi dodali to, se je zgodilo, da so druge države pristale na te mikro predloge in ideje, ne, zato, ker so uvidele, da je to res dobro, če to naredijo. To so pa naredile zato, ker so dejansko zaupale, ne, da ta država, ki to predlaga, počne to za neko skupno dobro, zato, da pridejo do nekega skupnega zaključka, ne pa zato, ker ima, ne vem, kaj spet v žepu v rokavu. Tukaj treba vedeti, ne, med državami je veliko nezaupanja. Še posebej, ko gre za te drobne, majhne probleme, o katerih, ko razpravljamo v Evropski uniji, sploh ne govorimo, ne. Ampak v bistvu se je zmeraj treba vprašati, v čem je bistvo Evropske unije, zakaj so države tu. Zato, da uresničujejo svoje nacionalne gospodarske interese znotraj neke večje igre, znotraj večjega trga, znotraj skupne valute. Ne. In se pravi, da si skozi se ozirajo druga za ramo, kaj je v zadnji, kje bo kakšen nož preletel, kje lahko dosežejo več. Ne. In znotraj te v bistvu res divje politične igre včasih, ena taka majhna država, ki nima neke velike agende, lahko veliko naredi. No, zdaj sem se spomnil pa kljub vsemu na eno tako slovensko pobudo, ne, federalizacije Evropske unije. To je, vemo, lansiral predsednik Pahor pred časom že. Seveda zdaj o tem ni nič več slišati, ampak kako pa se je to sploh slišalo v Bruslju? Mislim, jaz sploh ne vem, kaj to pomeni. Jaz res ne razumem, kaj je to. Kaj je to? V redu, bova končala tu. Ja, ne vem, to bi se morali njega vprašati. Ne. Mislim, meni to nič ne pove. Res, ne vem, kaj bi to bilo. Mislim, ker kaj je Evropska unija? Mislim, a bi želel recimo neko večjo povezanost, na katerih področjih, ne, to jaz vidim pač kot neko spet prazno politično embalažo oziroma nek politični slogan brez neke večje vsebine. Seveda se pa lahko motim, ne. Evropska unija je na nek način že danes neka federalna skupnost suverenih držav, ki se pogovarjajo ves čas o tem, kako se bolj ali manj povezovati in na katerih področjih. In to je vsa politična dinamika Evropske unije. Nekateri bi si želeli večjo politično povezanost, vemo, nekateri bi si želeli večjo finančno politično povezanost, davčno in na bančni ravni, kolikor je še tukaj prostora, drugi bi seveda želeli skupno evropsko zunanjo politiko, kar se nikoli ne bo zgodilo, ker države članice tega ne bodo nikdar spustile z rok. Zdaj je aktualno področje zdravje. V pandemiji sta dve področji, običajni nezunanji varnostni politiki, za katero bi si mnogi želeli, da bi bila bolj skupna, drugi pa seveda se zavedajo, da je to pač popolna politična iluzija. V pandemiji sta ob tem prišli na dan dve drugi področji, meje in zdravje, ki sta v popolni pristojnosti držav članic, ki tukaj ne bodo tega nikoli spustile z rok. Seveda zdaj si Evropska komisija in tudi Evropska unija, pač države skupaj na ravni vseh Evropske unije in potem Evropska komisija kot predlagateljica tistega, kar bi države želele imeti, prizadevajo za večjo povezanost na področju zdravja. Ti koraki so zelo počasni, zelo kočljivi, tudi med slovenskim predsedovanjem so bili veliki upi, da bi se morda kje dalo kaj več. Evropska komisija je tukaj izjemno drzna in kar mečete svoje predloge na plano, ampak države jo ustavljajo, ker nočejo
se odreči v bistvu tej svoji suverenosti na področju zdravja oziroma privoliti v neko večje povezovanje. Ne. Tako da tukaj, ko govorite o federalizaciji, je treba pa že več kot zgolj naslov tega povedati, kaj točno pri tem mislite. Ne. No, ampak verjetno je pa najbolj tudi razlika v tem, kaj države želijo v Evropski uniji, kaj si državljani prostora zamišljajo, da bi lahko bilo, in seveda praktična realnost vsakega dne. Ampak premakniva se zdaj malo nazaj na jug, v toplejše vreme. Recimo, vi ste bili 13 let dopisnica v Rimu, ne, kjer seveda niste pokrivali zgolj slovensko-italijanskih odnosov, ne, ampak tudi italijansko notranjo politiko, ki ste jo spoznali zagotovo do obisti. Ne. Mene zanima ta izkušnja namreč poznavanja, tako dobrega poznavanja notranje italijanske politike, recimo Italija pa seveda ena starih članic, prvih članic Evropske unije, ne, še iz časa skoraj nekaj let po tistem, ko so se začeli ukvarjati z železom in premogom, ne, torej od rimskih pogodb naprej. Ne. Kako je zdaj s tem odnosom, recimo, kako je to Italija videla te mlade članice, te nove članice, ta prazen prostor na vzhodu? Pa zdaj morda, vseeno, zdaj pa iz Bruslja morda, ne, kako pa je to, če ne bomo pa seveda, kot ste sugerirali, vprašali Igorja Juriča, ne, kako pa je, če se da videti iz Bruslja, kako so pa različne države sicer gledale to, recimo zagotovo neka Italija, ki je soseda teh držav, ali pa Nemčija, ki je soseda velikanskega poljskega trga, ali pa nek Luksemburg, ki je malo manjši, ali pa Irci, ki so na ovom stran morja, kako so oni videli to ekspanzijo, pardon, narobe sem se izrazil, ekspanzija je seveda nekaj čisto drugega, ne, ampak to vključitev Evropejcev v Evropo, kot so rekli nekateri malo s politično floskulo, češ da smo vzhodnoevropejci tudi Evropejci. Kako se je to videlo z različnih zornih kotov? Ja, jaz mislim, da v prvih letih po padcu Berlinskega zidu nedvomno z veliko entuziazma, ne samo političnega, se pravi v političnih vrhovih, ampak tudi med ljudmi, ne. To dejstvo je, mislim pač, kdor je dovolj star, se verjetno tega spomni, ne. To dejstvo je bilo, to občutenje je bilo prisotno v vseh zahodnoevropskih državah, v večini, ne, zdaj seveda v nekih manjših, nekje ta razmerja so bila seveda različna po različnih državah, ampak jaz mislim, da je v tistih prvih letih, recimo, nedvomno prevladovalo eno veliko navdušenje nad tem, da se pač Evropa združuje, da se vnovič povezuje, da se te države oblikujejo kot neke sodobne demokracije in preoblikujejo svoje gospodarstva. In tukaj v ozadju seveda je bil v prvi vrsti gospodarski interes. Ne. To politično navdušenje, ki je bilo mogoče prvih 5 minut res iskreno v smislu gole politike in zmage nekega demokratičnega navdiha, ne, nad ponovno združeno celino, je takoj nadomestila čisto praktična, pragmatična miselnost. Ne. Tukaj se odpirajo veliki trgi, tukaj se odpirajo množice ljudi, ki bodo nove skupine potrošnikov za proizvodnjo, ki se bo večala tam, kjer je, in se bo širila tam, kjer je ni. Skratka, če je bil pač v bistvu ta tok, tak, kakršen je bil, ne, politično-gospodarski interes, ki se širi tja, kjer je prostor prazen in ga je mogoče zapolniti s čemarkoli, ne, je bil v prvih letih nedvomno pozitiven. No. In jaz mislim, da so ga tako dojemali v vseh evropskih državah, ki ste jih omenili, ne. Tudi v Italiji, ne. Nedvomno v Nemčiji, seveda, ne. In verjetno tudi v nekem Luksemburgu. Ne. Pozneje so se seveda začele stvari spreminjati, ne. Spomnimo se samo bojazni ob tej veliki širitvi leta 2004, ne, kaj se bo zgodilo z delovnimi mesti, kaj se bo zgodilo z delitvijo evropskega denarja, ne, in vse te, bi rekla, vsi ti pomisleki in zadržki. Ne. Ampak tukaj je seveda spet takoj prevladal ta pragmatični razlog. Ne. To so trgi, ki se bodo razširili, ki se nam bodo priključili, na katerih se bomo vsi skupaj razvijali.
Potem je bil tu element, o katerem smo govorili na začetku, ne, da je vsaka država, torej ne vsaka, ampak nekatere, poskusila izkoristiti ta zgodovinski trenutek praznine, ne, po razpadu Jugoslavije in sovjetskega sistema za svoje lastne nacionalne koristi, recimo Italija in Slovenija. Ne. Italija pozneje to poskušala tudi s Hrvaško, ampak seveda popolnoma na drugačni ravni. Ne. In tako da je v bistvu v tistih letih kot pač ta neka gmota, ne, javnega mnenja se je spreminjalo, ne, tudi to razmerje med pro in kontra, med navdušenjem in zadržki ob širitvi Evropske unije. Ne. In podobno je danes, ko govorimo na evropski ravni o širitvi na Zahodni Balkan. Ne. S tem pa, da seveda se ni treba zakrivati oči pred dejstvom, da je veliko, veliko več skepse v tem današnjem trenutku pred to širitvijo, kot je bilo takrat. No, zdaj ste me izzvali, pa bom postavil še eno vprašanje v zvezi s širitvijo, ne, na Balkan. Ne. To je seveda hipotetično vprašanje. Ne. Zakaj bi morda v primeru, ne, da lažje obvladuješ oziroma nadzoruješ na nek način ta prostor, ki še ni, ne, torej te žepe, ki še niso v Evropski uniji, južno od, zdaj ne smemo reči od Kolpe, ampak južno od Save, vzhodno od Donave in tako naprej, ne. Zakaj Evropska unija morda tu ne pomisli na obratno pot, kot je bila do zdaj, ne? Najprej vi poklukajmo vse, ne? Potem vas pa mi prevzamemo našo skupino. Ali bi morda ne lažje političnem smislu, ne, nadzirala ta prostor v njegovi demokratizaciji in razvoju, če ga vzame v Evropsko unijo in ga potem seveda grdo, ampak to običajno seveda politiki pa funkcionira na ta način, s palico in korenčkom pripeljemo na tisto stopnjo, skozi katerega bi ga sicer pustili, da gre on, dokler ne poklukamo vseh točk. Ali je to morda za Evropo zelo heretična ideja? Ne, sej odgovor že imate na dlani, ne. To je Evropa naredila z Romunijo in Bolgarijo. Ne. Romunija in Bolgarija še daleč nista pripravljeni še danes. Ne. Ja, ampak pod vprašanje pa je, zakaj pa potem ne tudi Bosno, pa Srbijo in Makedonijo, Albanijo in zapreš. Ker je to znanstvena fantastika. Ne. V tem zgodovinskem trenutku je to popolna znanstvena fantastika. In jaz mislim, da je krivda tukaj tudi v tem, zakaj je danes tako ozračje v državah članicah in tudi v okolici, tudi v tem prevelikem začetnem političnem entuziazmu. Ne. Očeti Združene Evrope, ne, se pravi, očetje Združene Evrope, ne vem, Romano Prodi, Helmut Kohl, Mitterrand, to so ljudje, ki so, ne, kako bi rekla, zrasli, ne, na ruševinah druge svetovne vojne in v mrazu blokovske razdelitve Evrope. Ne. In njim je v bistvu ta padec Berlinskega zidu in ponovno združevanje Evrope pomenilo uresničitev pač nekih življenjskih želja oziroma odstranitev neke globoke življenjske travme. In v tem velikem zanosu sreče so hoteli preveč, po mojem mnenju, ne, in prehitro. Ne samo širitev, to niti ne, ampak skupni projekti Združene Evrope. Jaz sem večkrat govorila z Romanom Prodijem, ko je bil italijanski premier in ko je bil predsednik Evropske komisije in pozneje danes, ko je upokojenec. In on, ko sem ga vprašala, kdaj je po njegovem mnenju se zgodil tisti preobrat, ne, kdaj je Evropa iz tega čudovitega cilja, iz te, ne, lepe gospe, ki nas vse toplo objema in nam daje hrano, postala ta osovraženi Bruselj, ki je za vse kriv. Ne. In on je rekel, da pač v trenutku, ko je prišlo do zavrnitve te evropske pogodbe. Ja, pač. Mislim, v tistem trenutku se je začelo tudi javno mnenje preobračati in ko je na referendumih prišlo do tistih odločitev, poti nazaj več ni bilo. Ne. Ta projekt je bil mrtev. In vprašanje je, če ni bil napačen. O tem bojo seveda, ne, bojo vaši kolegi zgodovinarji, ne, še razpravljali leta in leta. Ne. Je bilo prehitro, je bil to prevelik zalogaj, da bi ga ljudje takratne Zahodne Evrope lahko požrli. Je bil izpeljan preveč hlastavo.
je bilo ob tem, da se je želelo na nek način vse homologizirati v neko skupno tvorbo. Pregrobo za ljudi, ki vendarle ne morejo brez svoje identitete. In da se je takrat v bistvu na žaru, res na nekem iskrenem žaru, ne, te političnega veselja, navdušenja, tega političnega dosežka, ne, ponovne združene Evrope, želelo v bistvu pod mizo naenkrat povezati vse te ljudi, ne, ki jih v bistvu, kar je danes tudi eden od priljubljenih elementov teh evroskeptikov, nadeti prisilni jopič evropskih pravil. Ne. Ker, če smo čisto iskreni, ne, bi ga vi hoteli. Jaz mislim, da ga nobena suverena članica Evropske unije ne bi želela, ne, da ti zdaj zvežejo roke na ključnih področjih tvoje suverenosti. Ne. Vidite danes ob razpravah o Rusiji in Ukrajini, ne, kako si države pač ne bodo pustile odvzeti svojih stališč, če tudi imajo vse skupen cilj. In to je seveda, vsaj na papirju, ne, zamejitev Rusije, preprečiti spopad, invazijo ali kakorkoli. Ne. Ampak, če tudi imajo skupen cilj, ne, v razpravi o njem, imate diametralno nasprotno stališče. Ne. Pojdiva zdaj na slovensko-italijanske odnose, ki sem jih že prej malce napovedal. Ne. Kot rečeno, 13 let si bila dopisnica v Rimu. Pozorno ste spremljala tudi slovensko-italijanske odnose, pa seveda položaj manjšine, slovenske manjšine v Italiji. Kakšno vlogo je igrala v odnosih med Slovenijo in Italijo slovenska manjšina? In seveda na drugi strani tudi italijanska manjšina, čeprav sta številčno precej različni. Ne? Pa še morda en element. Ne? Sploh glede na to, da, kot ste že povedala, ne, z Berlusconijem je v vladne sobane prišel tudi duh te stare fašističnega daha bi rekel, ne, pa Severna liga in tako naprej. Ne. Ta ideja, da je Italija na vzhodu pohabljena, koliko je to bila hiba oziroma neka cokla v nekih, čeprav politiki bi rekli, odnosi so dobri, ne, ampak seveda obstajajo pa vedno neki problemi, ki se jih noče ali pa ne zna rešiti. Ja, mislim, če me vprašate za slovensko manjšino, ne, je nedvomno to, da je slovenska manjšina pač v teh odnosih žrtev, ne, in je trpela. Ne. Jaz sem prišla za dopisnico v Rim prvič leta 1999, skoraj da hkrati s predlogom zakona o zaščiti slovenske manjšine. Ne. Midva sva praktično hodila z roko v roki 4 leta. Ne. Ta predlog zakona že noti po vrsti je po 25 letih končno dosegel vrata italijanskega parlamenta in v bistvu je trajalo potem do, mislim, da na Valentinovo 2001, ko je končno bil potem sprejet, kakršenkoli je pač že bil. Ne. In za slovensko manjšino je bilo tudi, recimo, in zame, kot za relativno mlado novinarko iz matične domovine, je bilo vedno zelo, zelo zanimivo, ne, tudi na nek način pretresljivo opazovati, koliko v bistvu Slovencem v Italiji ta zakon pomeni, oziroma jim je takrat pomenil. Koliko jim je pomenilo dejstvo, da dejansko je v italijanskem parlamentu, da se premika naprej in da bo sprejet. Ne. Mene je vedno znova presenečalo, s kakšnim v bistvu res nekim velikim upanjem in žarom, ne, spremljajo vsak posamezen parlamentarni korak tega zakona. In jaz sem se iz tega naučila oziroma izvedela oziroma razumela eno samo stvar, ne, česar v Sloveniji, ne, v matični domovini, ne, v prestolnici Ljubljani, mislim, da niso vedno razumeli. Ne. V kakšni praznini so v bistvu živeli, ne, zakonski praznini Slovenci v Italiji. Ne. In dejansko, ko se je potem tik ob izteku takratnega zakonodajnega obdobja, ne, temu zakonu posrečilo priti v bistvu skozi vse pasti, ne, italijanskega parlamentarnega sistema, je bil pač to za Slovence v Italiji velik trenutek. Ne. Ko me pa sprašujete in o vlogi, ki so jo lahko igrali v slovensko-italijanskih odnosih, pa se lahko pišejo knjige. Ne. Ti odnosi so potekali na več ravneh, ne, in verjetno tudi danes niso še vsi čisto jasni, ne, od neke tajne diplomacije do gospodarskih povezav in podobnega. Ne. Se pa zdaj sprašujete v bistvu o italijanskem odnosu do fašizma oziroma položaju, no, ki ga je
so imele in ga imajo stranke, ki so nastale v bistvu na tej politični dediščini, je to v bistvu res velik italijanski notranje politični problem. In tudi, ko mi govorimo o teh nerešenih vprašanjih premoženja italijanskih optantov v Sloveniji in o tem v bistvu zavlačevanju takrat in o blokadi, kot tudi o vseh poznejših polemikah, ki se dvignejo vsako leto ob 10. februarju prazniku, italijanskem prazniku, torej dnevu spomina na žrtve fojb in izgona istrskih Italijanov z območja nekdanje Jugoslavije. Italija v bistvu s pogrevanjem teh tem, z obujanjem teh tem v bistvu rešuje, kako bi rekla, tolaži svojo lastno slabo vest, ker je bila do teh ljudi mačeha predvsem Italija, do teh 300.000 ljudi, ki je zapustilo območje nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni. In ker Italija sama in italijanska povojna politika iz razlogov, o katerih sem govorila na začetku, ni razčistila tega vprašanja. In ko se je potem to vprašanje z vedno večjo volilno močjo strank, ki so zastopale ta stališča, prebilo v glavni italijanski notranje politični diskurs, se mu tudi levica oziroma leva sredina ni mogla več izogibati. In tukaj je seveda zelo prišlo prav, da je bil glavni negativec v tej zgodbi nekdo drug in ne italijanska povojna politika. Giorgio Napolitano, italijanski predsednik, je bil član italijanske komunistične partije. In vendar je bil on tisti, ki je z vrha rimskega Quirinala rekel, da je šlo v fojbah za etnično čiščenje. Iz česar se je potem vsako leto 10. februarja poskušal izvleči ven. Ampak on se ni zmotil. Imel je politične razloge, zakaj je to rekel, in tudi velik del italijanske levice in leve sredine v bistvu pogosto, vedno manj, se vemo, tukaj je šla politika in tudi stanje v odnosih med državama daleč naprej. Ampak je v preteklih letih, ko so bila ta vprašanja še napeta, izkoriščal to držo. Še dve podvprašanci na to temo. Prvo vprašanje je, ali je obstajala ideja, da bi, oziroma, dobro, recimo ideja, da bi manjšina dobila stalnega zastopnika v rimskem parlamentu. Ker zdaj seveda manjšina odvisna od politične konstelacije na splošno, ne pa od neke zaščite nje kot neke specifične institucije. Mislim, da je to popolnoma neuresničljivo. To iz rimskega vidika, to vprašanje je nezaznavno, sploh ne obstaja. In tukaj se mi zdi, da je bila recimo, da mogoče v zadnjih 10 letih, odkar v bistvu od leta 2004-2005, kar obstaja tudi ta praznik dneva spomina, torej dan spomina na fojbe in izgon, v bistvu storjenih veliko napak. Predvsem, zdaj ne vem, kaj bi sicer lahko več tukaj Slovenija naredila, ampak zaradi tega v bistvu, kako bi rekla, dvojnega odnosa, ki ga je imela italijanska levica oziroma današnja leva sredina do tega vprašanja, se je dopustilo, da je v italijanskem javnem diskurzu prevladala ta zgodba, da je dejansko šlo za pokol oziroma poboj, da so Italijani po drugi svetovni vojni utrpeli to zato, ker so bili Italijani. Da je šlo pri tem za slovanski ekspanzionizem. To je danes v Italiji del legitimnega političnega diskurza in resnica, ki je obstala, skoraj nobene druge več ni, ker je Italija pač v teh letih tudi zato, da bi pač popravila neke te krivice iz prvega povojnega obdobja, iz tega praznika dejansko naredila popolno pranje politične dediščine, da ne rečem političnega spomina v tej zadevi. In tega se po mojem ne bo dalo več popraviti. Če boste vi Italijane spraševali v kateremkoli delu Italije, kaj se je dogajalo na vzhodni meji v obdobju med
1865 do 1945, ne, ki ga obravnava tudi to famozno poročilo slovenskih in italijanskih zgodovinarjev, in na katerega se to lepo sklicuje Slovenija. Se vam ne bo znal noben dati odgovora. Vsi bodo pa vedeli, da se je tam zgodil nek strašen pokol Italijanov, enkrat pred leti. To je del italijanskih učbenikov. To, kar se je dogajalo v času fašistične okupacije v Sloveniji, ni del italijanskih učbenikov. Ne. In rastejo generacije in generacije Italijanov, ki imajo jasno zasidrano v svojem spominu neko zgodovinsko krivico, ki se je Italijanom zgodila na vzhodni meji, enkrat nekam tam, nekje v zgodovinski preteklosti. Ne. No, vse se spomnimo tistih manipulacij s fotografijami, ko je streljanje Italcev prizorjeno kot streljanje Italijanov. Ampak to, kar vi, če vas lahko prekinem, to, kar ste zdaj navedli, to je pač nek eksces. To je nek eksces, ki je bil izveden z nekim točno določenim namenom. To, o čemer govorim jaz, je pa italijanska realnost. Vi imate generacije in generacije ljudi v Italiji, ki ne bodo nikoli imeli več možnosti, da bi na to vprašanje pogledali z obeh strani, ker ne vejo, da obstajata dve strani, ker jih to tudi ne zanima. In to vam v bistvu odgovarjam na vprašanje, ali bi lahko slovenska manjšina kdaj v italijanskem parlamentu dobila stalnega zastopnika. Če ti ne registriraš, da obstaja neka slovenska manjšina, kdaj so se pa preselili tja, bi vas vprašali. Zakaj bi hoteli predstavnika, zakaj so se pa preselili sem? Ta del, bi rekla, zgodovine je v italijanski javnosti, da ne govorimo o političnem diskurzu zainteresiranih strank, za Slovenijo popolnoma izgubljena bitka. Za Slovenijo, slovenska stališča, popolnoma izgubljena bitka. Kako pa potem v tem kontekstu videti skupni poklon Pahorja in Mattarelle pred Fojbo in Bazoviškim spomenikom? Absolutno politično pozitivna poteza. Ne glede na to, kaj bi si recimo jaz lahko osebno mislila, ampak v nekem tem širšem zgodovinskem kontekstu spraviti nekega italijanskega predsednika do tja, ni majhna stvar. Ampak vprašanje, ali je bilo to Mattarellova poteza? Ne govorim o Fojbi, ne govorim pač tudi o bazoviških junakih in o Narodnem domu. In v bistvu ta proces, ki se je začel s predsednikom Turkom in Napolitanom, ne smemo pozabiti, da je bil v bistvu predsednik Giorgio Napolitano tisti, ki je začel to pot, ki so jo potem prehodili še drugi predsedniki v Sloveniji in v Italiji. Ta isti Napolitano, ki je par let pred tem govoril o Fojbah kot o etničnem čiščenju in o slovanskem ekspanzionizmu, je bil tisti, ki je omogočil, da so v bistvu državi prišli na nek način, v bistvu presegli te vsaj politične razdelitve. Ampak to, o čemer sem prej govorila, ni v bistvu delitev, ki obstaja samo znotraj nekih političnih skupin. Ampak kot sem rekla, je pač to del nekega zdaj nacionalnega, kolektivnega spomina. V času velike finančne krize je seveda, vsi se spomnimo te zgodbe Grčije, popolnega kolapsa sistema, Angela Merkel, strašna ženska, ki je na kolena spravila celo državo. Ampak po drugi strani pravzaprav cela Južna Evropa je bila ta grešnik pri napačnih finančnih politikah, goljufanju in tako naprej. Dobro, vemo, neke stvari so se začele že s prevzemanjem evra, tudi pri Grkih. Ampak Italija je bila ravno tako malo na tarči, ker tudi Italijani so bili precej problematični v tistem trenutku. Dobro, potrečeno, tudi še Španci in Portugalci, torej cel to mehko jedro Sredozemlja je bilo precej šibko. Kako se je to v Italiji čutilo? Dobro, še ta vidik zraven. Italija je pravzaprav kljub vsemu ena velika ekonomija, to je 60 milijonov prebivalcev, Grkov je 10 milijonov, družbeni proizvod je precej različen, Italija je stara članica. Torej, kako so v Italiji to videli? Ali je res obstajala nevarnost, da tudi Italijo doleti kaj primerljivega, kot je doletelo Grčijo? Absolutno. Absolutno. Ta kriza je Italijo stala njene suverenosti. Ta kriza je pripeljala do tega, da je Silvio Berlusconi končno izgubil oblast. Ne volivci na volitvah. Finančni trgi in Bruselj so Silvija Berlusconija pripravili do odstopa.
In Italijani so dobili stečajnega upravitelja. To je bil Mario Monti, ki je nekaj več kot leto dni v bistvu izvajal te ostre varčevalne politike, ne, od katerih se italijanski javni sistemi, kolikor so sploh še bili takrat pri življenju, še danes niso pobrali. Ne. Ampak razlika med Italijo in Grčijo je velika, ne samo po obliki dolga, po samih golih gospodarskih dejavnikih. Gre predvsem za veliko politično razliko. Italija je prevelika, da bi propadla. To je ustanovna članica Evropske unije. In dejansko so za reševanje Italije seveda uporabljali čisto drugačne, pritajene in bolj sofisticirane in prikrite ukrepe, kot so jih v Grčiji, ne, kjer so bili neposredni, brutalni, grobi. Ne. V Italiji so preprosto zamenjali oblast in postavili na čelo te države človeka, ki je naredil tisto, kar je bilo potrebno. Kar je trojka izvajala v Grčiji, je v Italiji naredil njihov človek, Mario Monti, na enak način. Ne. Z drugimi besedami, ampak cilj je bil isti, ne. In iztržek na koncu tudi. Ne. Italijani, v bistvu predvsem te njihovi javni sistemi, so s temi varčevalnimi ukrepi, predvsem najranljivejše skupine, ne, veliko trpeli. Ampak dejansko je bila to edina pot, ne, ker je bila država tik pred zlomom. Italijanske številke so še danes velik misterij. Verjetno jih poznajo samo na Evropski centralni banki, ne, pa še kakšen pomemben politik iz tistih časov. Ker je to tako uročen, škodljiv material bil v tistem času za Evropo in za skupno evropsko valuto, ne, da je bilo treba to na vsak način in z kakršnokoli kozmetično operacijo prikriti, da bi ga popravili. Je Mario Draghi danes ravno v taki funkciji, kot je bil Monti? Se pravi, vsake 10 let se ponovi? Jaz se bojim, da je Mario Draghi trenutno predsednik italijanske vlade samo zato, da obvaruje te enormne milijarde, ki jih bo Italija dobila iz Evropskega sklada za okrevanje. Da bodo šli na prava mesta, ne po prave žepe? Da se jih bo čim manj po poti porazgubilo. Za konec še eno vprašanje, ki ni toliko zdaj politično vezano, ampak seveda oziroma vaš novinarsko delo, ampak novinarji ste ne glede na to, ali vas vidimo na ekranu, ne, ste v glavnem prvenstveno pišoč človek, ne, ker vse, da nekaj poveš na pamet v kamero, dobro, verjetno se bi dal kdo tudi to na pamet naučiti kar tako iz glave, ne, ampak verjetno pa je neka predloga, ki jo potem človek nekako sproducira v nek govor pred kamero. Ne. Svoje pisanje pa ste vi razširili tudi na daljše tekste, torej objavili ste 2 romana. Pa me zanima, koliko je v teh romanih pravzaprav čiste fikcije, ne? Oziroma, koliko je pravzaprav to realno dogajanje v svetu. Vemo, en roman torej govori o mafiji in podobnih stvarih v Italiji, drug roman je pa naslednji v trilogiji, se dogaja, zopet gre za politične spletke in podobne stvari, ne. Koliko je pa pravzaprav to zgolj nadgradnja, ali pa niti ne nadgradnja, ampak v bistvu res opis, seveda s fikstičnim prostorom in časom in ljudmi, stvari, ki so resnici dogajajo okoli nas. V celoti. Povsem. Totalno. Če kar na kratko odgovorim, ne. Absolutno. Tu, kot ste rekli, ne, pač neka izmišljena zgodba z nekimi izmišljenimi junaki v popolnoma realnem okvirju, ne. Jaz dostikrat, ko me sprašujejo o teh knjigah, tudi povem, ne, jaz sem prepisovala samo sebe, ne, v nekih delčkih teh romanov, kjer se pojavljajo neka novinarska poročila in tako naprej, o teh dogajanjih, ne, sem prepisala neke svoje stare članke, ne. Sem si prihranila veliko dela, ne, ker mi ni bilo treba si posebej izmišljevati nekega novinarskega članka, sem preprosto vzela nekega svojega in spremenila imena, ne. Tako da ja, jaz v bistvu s tema 2 romanoma nadgrajujem, ne, svoje novinarsko delo, tudi svoje zanimanje za politiko in politične odnose in razmere, povezave med zakonitim in nezakonitim.
Jaz v bistvu sem začela te knjige pisati kot podaljšek res tega svojega dopisniškega dela. Prva je nastala čisto po naključju, ko sem se vrnila svojega prvega dopisniškega mandata v Italiji, sem ugotovila, da v bistvu v Sloveniji ne obstaja, ne na neki akademski ravni, recimo, niti eno delo o političnem in medijskem projektu Silvija Berlusconija. Kako je prišlo do njega? Zakaj? Danes s pojavom Donalda Trumpa in njemu podobnih vemo, kako se to lahko zgodi. V bistvu sta samo 2.0 je, če vzamem samo Trumpa, 2.0 verzija Silvija Berlusconija, tisto, kar je počel Silvio Berlusconi. In takrat se mi je zdelo zanimivo, da v bistvu ne obstaja nobena, da reka, širša, poglobljena analiza, kako je do tega prišlo, kako je ta človek prišel na oblast, kako je uspel pridobiti na svojo stran tolikšno število volivcev, s kakšnimi sredstvi, na kakšen način, s kakšnim političnim programom. In sem takrat v bistvu potem tudi preko študija magisterija oblikovala to svojo prvo knjigo o italijanskem povojnem političnem sistemu in političnem projektu Silvia Berlusconija. Druga knjiga, ki je sledila, je knjiga o tradicionalnih italijanskih mafijskih organizacijah, ki je bila tudi v bistvu na nek način razširjena verzija mojega dopisniškega dela v Italiji. In tretja, Revolucija v katoliški cerkvi. Sem pomolčala, ker sem iskala izraz, ker nisem vedela, naj rečem o papežu Frančišku ali o papežu Benediktu ali o tem prehodu, skratka ta knjiga o papežih, ki je v bistvu govorila o tem trenutku v rimsko-katoliški cerkvi, ki sem ga jaz v bistvu spremljala v prvi osebi. To je odstop Benedikta 16. in potem izvolitev papeža Frančiška. In za to knjigo sem šla tudi v Argentino, kjer sem raziskovala njegovo takratno življenje, govorila z ljudmi, ki so ga poznali in tako naprej. In tukaj se je publicistika ustavila, ker sem se vrnila v Slovenijo in tudi ni bilo več neke teme, ki bi me na nek način politične teme, ki bi me na tak način zanimala, in so potem začela nastajati ta literarna dela. Hvala lepa za vaš pogovor, za čas, ki ste ga vzeli za pojasnjevanje določenih tančic evropske italijanske politike. Vabim vas, naši gledalci, da se nam pridružite in spremljate tudi ostale pogovore v naši seriji. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za povabilo.